Pozdravljeni, dragi gledalci! Danes bomo govorili o fevdalizmu. Fevdalizem je bila družbena, politična in gospodarska ureditev, ki je prevladovala v srednjeveški Evropi. V tej družbeni ureditvi so se ljudje delili na 3 stanove: plemstvo, duhovnike in kmete. Plemstvo je bilo na vrhu hierarhije in je obvladovalo gospodarstvo, politiko in vojsko. Sledili so jim duhovniki in so bili prav tako zelo močna skupina, saj so imeli nadzor nad cerkveno lastnino, prav tako pa so bili tudi zelo izobraženi ljudje. Na koncu hierarhije pa so bili kmetje. Bili so najnižji razred in so bili odvisni od plemičev, ki so jim dali zemljo v zameno za varstvo pred razbojniki, lopovi in napadalci tujih kraljestev. Ti odnosi so bili pogosto določeni s fevdalno pogodbo, ki je vključevala obveznosti in pravice obeh strani. Kmet je moral delati na zemljišču od plemiča in mu je moral plačevati davke. Ti davki pa so bili zelo različni glede na regijo, v kateri so živeli, vendar so običajno vključevali del njihove letine, živino ali denar. Ti davki pa so se kasneje razdelili cerkvi, kralju in plemstvu. Na splošno so bili fevdi v srednjem veku zelo majhni in so se gibali od 1 do 5 hektarjev zemlje, vendar so bili lahko v nekaterih delih Evrope, kot na primer v Angliji ali Franciji, tudi večji, saj so plemiči tam imeli večja posestva. Če kmet ni plačal fevdalnega davka, je bil lahko kaznovan na različne načine, odvisno od obdobja in kraja, kjer je živel. Najpogostejša kazen je bila izguba zemlje ali celo izguba svobode, saj so lahko neplačniki postali sužnji svojega gospoda. V nekaterih primerih so kmeta lahko fizično kaznovali, na primer z bičanjem ali z zaporom. V srednjem veku so bile te kazni običajne, saj so bili kmetje podrejeni svojim gospodom in niso imeli pravic kot svobodni ljudje. S tem, ko je kmet v srednjem veku dobil zemljo, je tudi oddal del svoje svobode. Vendar so zemljiški gospodje sčasoma svoje privilegije začeli izkoriščati. Prav zaradi tega so se kasneje pojavili kmečki upori, o katerih bomo govorili drugič. Poleg tega pa so bili kmetje pogosto dolžni delati za svoje gospode brezplačno. Temu pravimo tudi tlaka. Če kmet ni opravil svojih tlačanskih dolžnosti, je bil lahko kaznovan na enak način, kot če ne bi plačal davka. Cerkev je dobila velik del davkov, saj so bile cerkvene ustanove večinski lastnik zemljišč. Vendar je tudi cerkev morala dajati davke in druge dobrine, da je podprla vojsko in druge potrebe kralja in plemstva. Plemiči so bili drugi prejemniki davkov in so jih uporabljali za vzdrževanje svoje vojske in za gradnjo gradov. Nekateri so imeli lastne posesti in so jih uporabljali tudi kot vir prihodka. Kralj je bil tretji prejemnik davkov in jih je uporabljal za vzdrževanje svoje vojske in za izvajanje svojih kraljevskih dolžnosti. V zameno pa je kralj moral poskrbeti za varnost kmetov in drugih prebivalcev, ki so živeli na njegovem ozemlju. Fevdalizem pa smo poznali tudi na ozemlju današnje Slovenije in kasneje po propadu celjskih grofov tudi v času Habsburške monarhije. Upam, da vam je bil današnji komentarec všeč. Če vam je bil všeč, pritisnite like in se naročite. Hvala in lep dan.